Medu ni dovoljeno ničesar dodati, niti odvzeti, razen če je to nujno potrebno pri odstranjevanju njemu tujih snovi. Glede sestave mora med izpolnjevati več parametrov in meril. Parametri, ki se merijo po pravilniku v medu, so vsebnost vode, električna prevodnost, vsebnost v vodi netopnih snovi, vsebnost prostih kislin, diastazna aktivnost, vsebnost hidroksimetilfurfurala ali HMF in vsebnost sladkorjev. Vsebnost vode v medu je eden od pokazateljev kakovosti medu. Ob vstopu v panj nabrani nektar ali mana vsebujeta veliko vode. V panju osnovno surovino čebele zgostijo in tako znižajo vsebnost vode, ki ne sme biti večja od 20%. Slovenski med z zaščiteno geografsko označbo pa sme vsebovati največ 18,6% vode. Če je vsebnost vode v medu nad 20%, med lahko zavre, takšen ima kiselkast okus in ni primeren za dajanje v promet. Vsebnost vode v medu lahko merimo z refraktometrom. Merimo pri 20 stopinj Celzija, sicer moramo pri očitanju vrednosti upoštevati korekcijski faktor. Vsebnost vode v medu je med drugim odvisna od sezone, podnebja, živalnosti družine, panjskega sistema, od izvora in vrste čebelje paše, pa tudi vremena. Pozorni bodimo pri skladiščenju medu, saj z nepravilnim skladiščenjem na vsebnost vode v medu vpliva tudi čebelar. Določenje HMF-a je pokazatelj kakovosti medu. HMF nastaja pri razgradnji fruktoze v kislem okolju. Njegov nastanek pa pospešuje povišana temperatura. Svež med vsebuje zelo malo HMF-a, vsebnost pa se poveča med skladiščenjem in segrevanjem pri temperaturi nad 40 stopinj Celzija. Med sme vsebovati največ 40 mg HMF-a na kilogram. Med iz sistema Slovenski med pa ne več kot 15 mg. Diastazna aktivnost se tudi uporablja kot merilo kakovosti medu. Encim diastaza izvira večinoma iz čebeljih žlez, delno pa tudi iz cvetnega prahu in nektarja. Encim je občutljiv na povišano temperaturo. S segrevanjem se diastazna aktivnost manjša. Vrednost diastazne aktivnosti ne sme pasti pod 8. Električna prevodnost je zelo uporabna za določanje vrste medu. Odvisna je od koncentracije mineralnih snovi, organskih kislin, proteinov in verjetno tudi od koncentracije sladkorjev. Električna prevodnost medov iz nektarja je manjša od 0,8 milisimensa na centimeter. Medov iz mane in kostanjevega medu pa večja od 0,8 milisimensa na centimeter. Izjema je lipov med, ki je lahko nektarnega ali maninega izvora. Merimo specifično električno upornost, katere obratna vrednost pa je električna prevodnost. Ta parameter je pokazatelj čistosti medu. Med ne sme vsebovati več kot 0,1 gram netopnih snovi na 100 gramov medu. Vsebnost netopnih snovi ugotavljamo z raztapljanjem, filtriranjem in sušenjem raztopine medu. Med sme vsebovati največ 50 ml prostih kislin na kilogram medu. Povišano kislost imajo medovi, ki so zavreli, ali medovi, pri katerih se je za zatiranje voroj neustrezno uporabila kislina, ali pa se je za zaščito satja pred voščeno veščo neustrezno uporabilo žvepljanje.
Med lahko vsebuje več kot 70% sladkorjev. Prevladujeta enostavna sladkorja, fruktoza in glukoza, nekaj tudi saharoze, manj je drugih sladkorjev. Vsebnost sladkorjev, predvsem saharoze, kaže na pristnost oziroma ponarejenost medu. Med ne sme vsebovati več kot 5% saharoze, razen nekaterih izjem. Pri senzorični analizi opisujemo in ocenjujemo lastnosti medu z vidom, okusom, vohom in dotikom. Ta analiza s pomočjo drugih metod omogoča razlikovanje med botaničnim poreklom medov. Med lahko označimo z navedbo cvetov ali rastlin, če v celoti ali delno izhaja iz navedenega izvora in ima njegove senzorične, pa tudi fizikalno-kemične in mikroskopske lastnosti. Mikroskopska analiza nam pomaga določiti botanično poreklo medu. Analiziramo vsebnost peloda in elemente mane, ki so sestavni del medu. S pelodno analizo je mogoče ugotoviti tudi geografski izvor, ponaredbo ali napačno deklaracijo medu. Pod mikroskopom preštejemo vsaj 500 zrnc peloda vzorcev in ocenimo relativno pogostost pelodnih zrnc za posamezno vrsto, rod ali družino rastline. Med določene vrste mora vsebovati vsaj 45% zrnc pelodate vrste, da ga lahko označimo po tej vrsti. Izjeme so akacijev, lipov ter regratov med, ki lahko vsebujejo precej manj peloda posamezne vrste. Nasprotno pa mora kostanjev med vsebovati vsaj 86% peloda kostanja, da ga lahko poimenujemo kostanjev med. Prav tako mora med oljne ogrščice vsebovati več kot 60% peloda oljne ogrščice. Pravilni rezultati analize so mogoči le, če imamo na voljo ustrezen vzorec medu. Odvzeti vzorec mora predstavljati povprečno sestavo celotne količine vzorčenega medu. Vzorci se vzamejo na različnih mestih serije točenja. Najbolje je odvzeti vzorce med polnjenjem medu v kozarce ali ga vzamemo s pomočjo sonde. Z združitvijo vzorcev pa se pripravi sestavljeni vzorec. Vzorec pred analizo označimo šifro, ki omogoča zaupnost podatkov. Najprej opravimo senzorično oceno vzorca. Pregledamo čistost medu, ustreznost embalaže ter ustreznost nalepke, saj ravno pri tem ugotavljamo največ odstopanj. Čebelar mora poskrbeti, da v medu ni nečistoč, kot so na primer ostanki voska, delov čebel, saj to ne sodi v med. Med mora biti ustrezno označen in zapakiran. Kakovosten med si vse to zasluži.